Pozdravljam te, sem Jasna Martinjak. Imam sporočilo zate. Najprej osebna zgodba. Rodila sem se v Ljubljani, arhitektu, urbanistu in fizioterapevtki, ki ni smela delati v šolstvu. Ko sem imela 6 let, je odšla za vedno. V družino je prišla krušna mati. Sledila so leta zdravstvenih težav, zdravljenih medicinsko. Ko sem se pri 19 letih osamosvojila, sem odgovornost za zdravje prevzela v svoje roke in se osvobodila zdravstvenih težav. Pri 22 letih sem postala mlada mati, živeča po naravnih načelih. Otrok od prvih posledic po cepljenju nisem več cepila. Imam debelo mapo 20 let dopisovanja s sistemom. Zdravila sem jih kot sebe na naravne načine. Svoje otroke seveda. Uradno sem oblikovalka. 20 let sem delala unikatne poslikave na bombažna oblačila, ki sem jih tudi šivala. Po izidu Megrejevih knjig o Anastaziji sem se posvetila spremembam v šolstvu. 10 let smo si v okviru Zavoda Rodna zemlja prizadevali za uvedbo prve Ščetinine verodovne šole v slovenski šolski prostor. Leta 2014 sem nastopila mandat v vaškem svetu. Od jeseni 2018 delam v okviru naše rodne zemlje avtorsko prostovoljsko raziskavo o nepovezanosti v slovenski lokalni politiki. Verjamem, da ima prav vsak moč vplivati na spremembe v neki državi, pa ne le na volitvah. Verjamem, da je nujna povezava med šolami in lokalno politiko. Verjamem, da ne potrebujemo strank, da postanemo uspešen narod. Verjamem, da je bilo 30 let tavanja dovolj, da ponovno zaživimo človeka vredno življenje. Zdaj povezujem delovne akterske skupine različnih področij delovanja v povezavi za suverenost, katere del je tudi Odbor za človekove svoboščine, pomemben dejavnik v trenutni situaciji. Vabljeni, da se pridružite našim delovnim skupinam. Več na povezavi spodaj. Ideja je, da se taka povezava tvori v vsaki pokrajini oziroma deželi Slovenije. V prostem času pa pojem pri skupini Jage Babe, slovanske ljudske in obredne pesmi. Želim lep dan.